Naša sogovornica, osnovnošolka, je že zelo zgodaj na lastni koži občutila, kaj pomeni šikaniranje, nasilje, tako psihično kot fizično, in izolacija. Breme, ki je še za odrasle, kaj šele za otroško dušo, pretežko. Ko sem bila mlajša, ko so se norčevali z mojo sestro in mame in tudi iz mene. In mi je bilo težko tudi v šoli in sem velikokrat prišla razjokana domov, ker mi je bilo težko. Mama deklice je brezposelna, pravi, da je napisala številne prošnje za zaposlitev in se udeležila številnih razgovorov. Vendar mame samohranilke z 2 otrokoma, eden je s posebnimi potrebami, se delodajalci otepajo. Tako živijo od socialne pomoči in pomoči dobrodelnih organizacij. Pri opremljanju stanovanja so jim pomagali tudi dobri ljudje. Je glavno, da imamo topel dom, hrano in da smo koliko toliko oblečene in varne. Revščine se ne more skriti, zato tudi v šolah opažajo, da med učenci prihaja do velikih razlik, ko gre za medsebojno druženje, učenje, pomoč. Moram povedati, da se kažejo tudi v manjšem sodelovanju med sabo. Če je otrok bolan, izmenjava naloge, listov, je postalo tudi že problem. Pa vendar šola ni povsem brez moči, poudarjajo ravnatelji. Veliko je odvisno od pestrosti krožkov na šoli, angažiranja svetovalnih služb in od učiteljev. Šolarji socialno šibke družine ne more z ostalimi tekmovati z materialnimi dobrinami, lahko pa znanjem. In tu je spet ima veliko vlogo učitelj, da to prepozna, da mu nudi in da to tudi vzgaja v oddelku, ta odnos, ne glede na njegovo socialno trenutno stanje. Spopadanje z revščino ni le izziv za družbo, temveč bi moralo biti izziv za vsakega od nas. Ljudje, ki živijo v revščini, so največkrat sami v svojem okolju, kar spreminjanje njihovega položaja v bolj svetlo prihodnost še otežuje.